Fantasy. Radio Fantasy. Now, evo ga, Ava oziroma Ava Max je bila tole natanko 9:30 in zdaj pozdravljam v moji družbi pa Žana Serčiča. Prijatelj moj. Prijatelj, kje si? Dobro jutro tebi Ja. in Radio Fantasy in vsem poslušalcem. Ja, lepo, da si se oglasil. No, Spet sva skupaj. Pred časom sva nekako debatirala, da oktobra se bo zgodilo in se je. Ne? Ja, pa res sva nekaj debatirala, tudi srečala sva se na enem dogodku, Ja. kjer si super povezoval stvar in mi smo z mojim šakali tam igrali. In evo, nov komad, nova turneja, nov obisk. Nov obisk, ja. Giro delaš potem takole naokoli. Ja. Zdaj naslov komada ta novega je Brez tebe ne znam. Tako. In malo sem gledal, to je zdaj ljubezenska balada. To pa je nekaj novega za me. Nekaj novega za te, po vseh teh latino komadih, ki si Ja. to zdaj, je ta spet majčkan bolj v easy. Ja, v tem smislu aranžmajskem in glede občutka sigurno je pa sporočilnost te pesmi je sigurno nekaj drugačnega. Je nekaj, kar mogoče niste od mene navajeni, ampak je to, bom rekel, lepo napoveduje to neko obdobje, ki prihaja. Drugo leto bom 30 let star tip. Boš 15 let bil star. In tudi, ja, bom imel 15-letno obletnico in to je mogoče nek odraz tega, da sem pa jaz tudi dozorel ali pa vsaj zorim. Žan, pol svojega lajfa si v bistvu na odrih. Ja, že več, ampak pol svojega lajfa sem, bom rekel, pod drobnogledom, ne? Neke medijske, vsaj medijske pozornosti. Ja, ne? ja. In ja, zanimivo tudi meni, kako hitro je minilo. Ne? Kot 15-letni fant sem v bistvu se prvič predstavil in dobesedno ste me lahko videli odrast. Ne? Ja, točno, smo spremljali tvoje odraščanje do zdaj. Ne? Zdaj, zagotovo, ko sva rekla, naslednje leto bo 30, bo 15, bo zaokrožil, ne, z enim dogodkom. Ja, sem razmišljal, v katerem domu bi delal to. Sem rekel, ne bom v lovskem domu, bom v Cankarjevem domu delal 30-ko. In sicer 25. aprila imamo termin in sem zelo vesel, ker smo dali koncert oziroma termin ven prejšnji teden in je v bistvu zdaj že več kot polovice kart ni več, tako da dosti ljudi očitno prihaja na mojo 30-ko to proslaviti in 15-letnico kariere. In ja, nekako prihajamo za širšo zasedbo in pa tudi to pesem, ki sva o kateri sva govorila in pa tudi nove pesmi bomo tam zagrali. No, to si zdaj sam že povedal, ne, ravno sem hotel reči, ok, če ni lovski dom, Cankarjev ima pa zelo velik oder, bo treba še kaj gor dati, ne, imaš, boš imel še dodatno ekipo. Poleg razširjene zasedbe, se pravi več glasbenikov, u nas bo v osnovi tam in tudi več inštrumentov in poleg tega še godalni kvartet. In to je mogoče nekaj novega, ne, iz moje strani in tudi lahko slišimo godalni kvartet tukaj v tem komadu. Pa saksofon tudi. Saksofon je že bil na prejšnjem albumu, bom rekel tako, ampak ja, sopran saksofon je ta inštrument, ki tukaj igra solo. Ok, brez tebe ne znam, ne bom rekel premierno, ker je že odkar je prišla vrtimo. Vem jaz, da vi vrtite Radio Fantasy, zato vas pa imam takrat in takrat prihajam sem. No, fajn, evo, dejvo je zavrteti, ti pa malo kavice, ne pol pa rečeva še kakšne. Sam da to povem, no, jaz pridem sem, čaka me kavice, čaka me napolitanka, ne, mislim, takega obiska pa še res ne. No, vidiš, evo. To pa Radio Fantasy. Brez tebe ne znam, Žan Serčič. Evo ga, za defile. Dobro jutro še enkrat, ne, Dobro zdaj po kavi. jutro. A rabiš Vsem, vsake ki ti? poslušate. Ne, evo, imam pri sebi, če boš mi kaj spustil dobrega. Nač ti ne bom spustil. Evo, v Jaz sam redu, debatiral. pol pa debata pa kavica. Ja, debatiramo zdaj pač, to je nov single, ne, in lahko rečem, poprav me, če ni res, drugič pri videospotih si na nek način povabil k sodelovanju tvoje oboževalke in oboževalce. Nič te ne rabim popraviti, ker je res, ker je temu tako. Ampak tokrat je bilo mogoče v drugačnem kontekstu in pa predvsem moja ekipa, ki se je najprej zdela to super ideja, ne, so me kar hitro začeli gledati po strani, ko so dobili več kot 500 mailov, se pravi več kot 1000 ljudi se je prijavilo in potem so mogli izbirati in izbrati, se pravi 11 skupin, ne, ki so potem nastopali. Ampak kaj lahko povem čisto na kratko je to, da sem
res zelo, zelo vesel za tem, kaj je nastalo, zato ker tudi, mislim, to je res en tak občutek hvaležnosti, ki me je oblil, ko sem videl, da je toliko ljudi hotelo sodelovati pri tem spotu, samo zato, ker hočejo biti del tega, del moje nove pesmi in potem tudi najlepše mi je bilo te ljudi spoznati v živo, z njimi spregovoriti in pa z njimi kreirati nekaj, kar imam najraje, ne? In to so ti izdelki in to v bistvu niso bili igralci, to so bili ljudje, ki so samo svoje čustva projecirali pred kamero in to je to. Imel si pa mlade, starše, nosečnico si imel. Nekaj, kar simbolizira ta pesem, ne, in to je ena ta generalna ljubezen. Ne. Najprej, ko sem začel pisati to pesem, sem mislil, evo, še ena himna za ženske, ne, ki jo lahko vsak moški reče in tudi napisal sem v refrenu in ti pokazati ne znam. Ne. Verjetno se je vštrignil, da to mogoče včasih ne znamo se izraziti prav moški, ne, da bi svojim ženskam povedali, kako zdaj, imamo rekel, radi. mi se ne znamo, zdaj ti znaš, pa vsaj napišeš. Zdaj jaz imam vsaj komade, imam, ne. Ja, tako, ja. Ampak se veš sam, ne, da rad te imam, ni dovolj, če tega ne pokažeš. Ne. In potem sem začel pisati kitice in pred očmi sem začel dobivati mojo družino, mamo, očeta, sestro, nečakinjo, moje prijatelje, ekipo in publiko in sem videl, ta komad postaja malo večji od tega, kaj sem si na začetku predstavljal, da je. In tudi sporočila, ki jih zdaj dobivam v inbox in na Instagramu in na Facebooku in to, da jih komad, da že čutijo ljubezen do svojih otrok, ki jih še nimajo pri tem komadu, do svojega partnerja, do prijatelja in tudi do, nekdo mi je napisal, da ga pesem spomnila na mamo, ki je že 3 leta ni med nami. Ne, in to je res, koliko je zajela ta pesem, si nisem nikoli predstavljal, da bo. Ja, fino. Zdaj, rekel si, da ko pišeš neko stvar, kam si to pišeš? V računalnik, imaš kako beležko? Jaz sem že ta nova generacija in sem v novcih na telefon. Digitalc. Ja. Torej, tudi ko greš na dopust, imaš vse sabo vedno. Vse sabo, ja. In tudi ta, se pravi, diktafon, ne, je prek telefona in se samo snemam. Aha, direkt. Da dobiš kakšno melodijo ja, že. Aha, ideje, melodije. Lepo, fajn. Zdaj, morava se dotakniti tega, bil si v Grčiji na dopustu, bil si pa tudi v Zagrebu na obisku. Dobro, lej. To, ki je bilo prikazano lepo, da si človek zapomni. Bil si pri Edu Sheeranu, ne, v backstage. Ja. Moramo vprašati. Koliko si prišel do tja? Z veseljem ti povem, zato ker sem tudi jaz zelo vesel in hvaležen za to izkušnjo. Jaz in Ed Sheeran sva pri isti založbi in to je Warner Music. Aha. In jaz sem prek izpostave v Sloveniji, kar je Nika, založba Nika, in lastnik in direktor založbe Dario Rot me je poklical en dan prej in je rekel, Žan, 2 karti imam, povej mi. Jaz sem mu samo rekel, Dario, kaj ti naj povej mi kdaj in kje te poberem, pa greva, no, drug dan. In vse sem odpovedal za drug dan in sem šel na koncert z Darijem, tako da ni bila niti v planu ta stvar, potem pa sem bil zelo vesel in tudi presenetili so me lepo znike. Ja, lepo, mislim, to je top. Ja. No, zdaj, sam doječe naredite, kot si napisal, da ga boš predstavil za kdaj drugič. Ja, to smo se že pogovarjali o tem, pa smo rekli, da še počakati. Tako, malo, ja. Za naslednjič, ko bova v Sloveniji imela koncert skupaj. Ok, sem razumel, I get the message. Zdaj, mogoče za konec rečem še eno stvar. Evo, zgodba je taka, kot je, poznamo, spremljamo te. Zadnjič si bil na poroki Monike Avsenik, ne? Ja. Bilo je zanimivo, bilo je drugače. Zelo lušno. Ob 6 zjutraj sem prišel domov. Lepo. Fajn, tudi ti igral si, sem slišal. Tudi igral sem, a si videl, ko sem igral če pa gre po spletu, ne? Če gre po spletu, ne? A si videl, ko sem igral narodno zabavno muziko, ne? To mi je bilo res v čast. Igral sem z odličnimi muzikanti, tam in tudi z Sašom Avsenikom. Sem zaigral Eno boho za pomoč, meni zelo ljub komad in še Monika je pela. Je, ne? Tako da sem igral narodno zabavno kitaro, ampak po 2 komadih me je roka tako bolela, da sem rekel, evo, hvala lepa, zamenjam nazaj. To je bilo to, ne. Zdaj pa mogoče vprašanje, že prej, ko so naše punce prišle, ne, Marjana, zdaj Kofe in tako naprej, vprašanje, ali je zdaj že čas za tvojo? Za mojo kaj? Poroko, mislim, ne narodno zabavno. Ja, logično, da moram vprašati, ne. Ker jih ni zanima. Ja, očitno ni še čas, ne. Drugače bi se to zdaj že govorili, verjetno. Ampak ja, ne. Iskreno bom rekel, glede na to, da imam ločene starše, ne, še pred nekaj časa nazaj, če bi me vprašali o poroki, bi rekel, ne, jaz se ne bom poročil, to pa ne. Ampak zdaj, ko pogledam, imam spet željo. In
Jaz mislim, da bo prišel enkrat ta dan. Mislim, Ja, to je vse, kar se lahko mi rečem. zdi, da je že za ovinkom. Ne? A res? Ja, ne vem, čutim. A ti veš več od mene, verjetno. Mislim, če rabiš kakega napovedovalca, povej, bom napovedal. Če se bo kaj zgodilo. Če rabim, veš, da ne bom dolgo razmišljal, samo poklicate bom. Tako. Ja, lej, Žan, kiro damo za konc? A moja pesem? Ja, Belo lilijo lahko dava, glede na to, da je to z tega albuma. Tako da s tem bi se lahko poslovila in tudi napovedala vse koncerte. In tudi v Celju bomo, še pred koncem tega leta. no, lepo. Ne morem še povedati, kje je točno, Jaz pa vem. ampak bomo razkrili prav čas, nič ne smeja povedati. Ne. Ja, to pa je pač embargo na tej novički. Ne. No, evo, ja. Ko bo Res je. čas, boste zvedeli pravi čas. Žan, torej se bomo videli še letos. Vidimo se še letos, če ne pa na moji 30-ki. Ne v lovskem domu, ampak v Cankarjevem domu. To je dobro, lovski dom. Ja, ok, lej, vso srečo pa, lej, ti veš, ko prideš na okol preletke na kako kavico. Z veseljem. Hvala vam in hvala Radio Fantasy, da vrtite moje pesmi. Se poslušamo. Lep dan vsem. Hvala, čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.